V naslednjem prispevku bomo obiskali družino, ki rada veliko časa preživi na vrtu. Tudi zato je bila okolica njihove hiše pri urejanju deležna še posebne pozornosti. Bioklimatska pergola za letno kuhinjo z jedilnico, igrala za najmlajšo članico in udobna sedežna garnitura na pokriti leseni terasi so tisti kotički, brez katerih si ne predstavljajo vsakdana. No, pa smo tam. Pri večni dilemi naše oddaje, a bi kazali bolj zunaj ali notri. A se udobno zleknemo v tole sedežno garnituro, občudujemo vrt ali pa pokukamo skozi panoramska okna v notranjost. Vse veste, kaj bomo naredili, a ne? Oboje. Mojca in Uroš, živijo. Pozdravljam. Živa. Vidva sta tole hišo kupila v 4. podaljšani fazi. Kako je šlo potem od tam naprej? Ja, kupila smo v 4. podaljšani fazi, to drži. Potem smo pa razne ideje iskala najprej na internetu. Ambiente sva tudi veliko gledala, vašo oddajo. Tudi naši sorodniki so v tistem času gradili nove hiše in smo veliko idej dobili iz teh virov. Osebno nisem bil preveč zahteven. Načeloma sem imel, če me spomin ne vara, 3 zahteve. Sicer, da bi rad imel kamin, vinsko vitrino pa ledomat. Meni je bilo samo važno, da smo se ful dobro ujele z arhitektko, ker pač to se mi zdi zelo važno in po barvah in po materialih in vse to. In potem je enostavno sam steklo in je ratal to, kar je ratal in pač dodaš pol še malo dodatkov svojih in evo. Posebnost 150 kvadratnih metrov velike hiše so dvojna vhodna vrata, od katerih ena služijo kot stranski in druga kot glavni vhod. Družina uporablja le stranski vhod, saj je opremljen z umivalnikom, pri katerem so si v koronskem času razkuževali in umivali roke, medtem ko glavni vhod odprejo le za obiskovalce. Po hodniku, opremljenim z neupadljivo garderobno omaro in bolj živahnimi obešalnimi lesenimi kljukami, pridemo desno do manjše kopalnice z izvirno keramiko in naravnost do velikega bivalnega dela. Barvitost sta lastnika v jedilnici dosegla stoli različnih barv, medtem ko sta v kuhinji kombinirala temnejše in svetle odtenke s hrastovim lesom, ki se ponovi pri točilnem pultu, jedilni mizi in polici pod televizorjem. In kaj nas čaka, če nadaljujemo po stopnicah v nadstropje? Živijo, jaz sem Maša. To je moja omara. To je moja mizica in če moja tablica. To je moja kuhinja. To je moj make-up. To je moja omarica za dojenčke. To je voziček. In tu imam jaz Lego kocke in barbike. In če moja posteljica. Potem naprej od njene sobe je spalnica, kjer sva prav isto se odločila za neke naravne barve, ne preveč upadljive. Izhod iz spalnice je tudi v najino kopalnico. Na drugi strani imamo še eno garderobni del, eno garderobo. In nasproti garderobe je še ena večja kopalnica z voki in tušom, pa tudi z malo odštekanim slogom. In potem čist na koncu tega zgornjega dela sta pa še 2 otroške sobe večje. Ena malo večja, ena malo manjša, pač z zelo visokimi stropi. Družina je velika ljubiteljica umetnosti. Stene krasijo slike Mojčinega sorodnika iz Škofje Loke, Janeza Ferlana, ki se rad podaja v abstraktni svet. Sledili pa so tudi viziji, da bi bilo čim več opreme lesene, tako v notranjosti doma kot zunaj njega. Veliko ljudi meni, da lesene sedežne garniture niso primerne za zunanje prostore. Vendar je to predsodek, o katerem smo se prepričani kar pri oblikovalcu, ki je garnituro izdelal. Gašper Repovž, eden od reuporabi ambasadorjev, spodbuja trajnost ter ponovno uporabo zavrženega ali rabljenega lesa. Ker sta si Uroš in Mojca želela naoljene garniture, se je po nasvet, s katerim oljem je to najbolje narediti, obrnil na strokovnjakinjo. Barbara, naročnik sedežne garniture želi, da so leseni dodatki zaščiteni z oljem. Kaj priporočaš? Me veseli, da želijo oljiti, zato ker imamo lep domač les, macesen. Olje pa poudar naravno barvo lesa in tudi poudar njegovo lepoto. Ok, kako pa vem, katero olje uporabim?
Vidim, da imamo tukaj dve vrste. Ja, tako je. Olja se razlikujejo glede na namen uporabe, odvisno ali jih uporabljamo zunaj ali jih pa uporabljamo za notranje prostore. Zdaj za zunaj je pomembno, da ščitijo pred padavinami, pred UV žarki in pa tudi včasih vsebujejo sredstvo, ki zavira nastanek površinske plesni. Zdaj jaz bi v tem primeru kar vzela eksterier olje, ki je brezbarvno in bo še poudarilo to naravno barvo macesna. Lahko bi pa zbrali tudi deking olje, ki pa je v različnih odtenkih, ki je pa namenjeno bolj za obremenjene površine, tako kot so na primer terase, ker vsebujejo pigmente, je tudi malo boljša obstojnost pred UV žarki. Izberemo olje, ki je narejeno iz naravnih rastlinskih olj, ki so obnovljivi vir. Podobno, tako kot je les obnovljivi vir in tudi poznan v gradbeništvu kot eden od materialov, ki ima najnižji ogljični odtis in je tudi najbolj prijazen okolju in pa tudi do uporabnika. Pred oljenjem lesa je zelo pomembna predpriprava površine. Gašper je lesene dele sedežne garniture najprej enakomerno pobrusil s papirjem granulacije 180. Primeren pa bi bil tudi brusni papir do tipa 220. Les je nato dobro odprašil, šele zatem je sledil premaz z oljem. Število nanosov je odvisno od vpojnosti lesa. Se pravi, les je dovolj naoljen takrat, ko ne vpija več olja. Če imamo bolj porozne površine, potem je potrebno postopek večkrat ponoviti, ampak običajno za zunaj je potrebno vsaj 2 nanosa. Optimalni vremenski pogoji za oljenje lesa so med 15 in 25 stopinjami Celzija in do relativne zračne vlažnosti 75%. Les pa naj bo suh. Po nanosu odvečno olje pobrišemo s čisto, suho, vpojno krpo, da dobimo gladko, svilnato površino, ki jo po potrebi tudi spoliramo. Kaj pa naredim z oljem, ki mi ostane? Kako se v bistvu shranjuje? Shranjujemo ga kar v originalni embalaži, paziti moramo samo, da je dobro zaprto in pa primerna temperatura nekje od 5 do 25 stopinj Celzija. Če pa ostaje zelo malo v embalaži, potem pa boljše, da pretočimo v neko manjšo stekleno embalažo in dobro zapremo. Ker sta naša gostitelja ljubitelja lesa, ostankov olja ne bo veliko. Poleg lesene sedežne garniture, ki kraljuje na terasi, bodo občasne oljne zaščite gotovo deležni dekorativni štori, visoke grede in lesena vrtna ograja. Na delu vrta, ki sta ga z dokupom kosa sosednje parcele še dodatno povečala, pa so mesto našla tudi otroška igrala in letna kuhinja z mizo za druženje. So še kakšni načrti glede tega vrta, predvsem tega novega dela? Nekaj dela še bo, ne? Ja, je neka ideja, kjer se pa ne strinjava lih. A res? Ja. Ideja je, da bi imeli še tukaj bazen, no, ta naravni bazen, brez nekih teh umetnih dodatkov. Če bi mi čez 1 let prišli k vama, bi se morda lahko že kopali. Mogoče malo več.